Dober dan. Živali. V novi sezoni vas pozdravljamo tonski mojster Voran Cvogu, kolega Janez Markeš, komentator, Ali Žerdin. Decembra sva malo manjkala, vidim si prinesel strokovno literaturo s sabo. Ja, mava nedokončane teme. Naslov je zavajajoč, ISIS, ne? To ni glasilo te iste organizacije. Teroristične. Te zloglasne. Zakaj nosi strokovno literaturo s sabo? Ker je moja pozornost pritegnil pač en članek, ampak ne v zdajšnji januarski, ampak v decembrski izdaji ali pa številki ISIS-a, ki je glasilo zdravniške zbornice. In ker smo se ukvarjala praktično vsaj 2 meseca, lanskega leta, zadnja 2 meseca lanskega leta, z razmerjem med javnim zdravstvom pa zdravniško stavko, pa med javnim dobrim pa privatizacijo, če se spomniš. Ne? Da. No in pač mi je pa v tej številki pritegnil pozornost članek Krištofa Zevnika, dentista iz Iga, ki je pokazal, ki je razmišljal o tem razmerju med stavko, med dostojanstvom zdravniškega poklica, med tem, kako so izkoriščeni, in pa med tem, koliko stane izdelek, ki ti ga vsadijo v usta. Tako, ne. Nova sklenina. Ja, pol je pa še ena zelo pomembna zadeva pred nami, oziroma pred zdravniki in seveda posredno pred nami. To so pa volitve v zdravniško zbornico, voljo predsednika zdravniške zbornice, in zdaj mislim, da je to 19. januarja, in sta se izkristalizirala 2 kandidata po prvem krogu volitev, pri čemer imamo velike težave z kvorumom, in to sta pa gospa Čebašek-Travnikova, nekdanja varuhinja človekovih pravic, in dosedanji gospod Možina. Tako je. In o tem smo veliko govorili, zato pač sem to imel za potrebno prenesti. Ampak tam v članku dentista iz Iga je opisana resnična zgodba o nabavi zobnega materijala. Se pravi, nekega materijala, ki ga dentist potrebuje, ko nekomu uredi zobovje. Ja. In sicer se je on odločil, da prek neke organizirane skupine neposredno pri proizvajalcu kupuje material, ki ga potrebuje za upravljanje svoje zdravstvene storitve. Koliko je proporc? 1:6, 6-kratnik, mislim, da je. Skratka, on je izračunal, dajmo pogledati to. Se pravi, 6-krat ceneje on lahko dobi, kot bi dobil pri nekem drugem posredniku. Ja, on je napisal članek, kaj imate skupnega stavka in skupinsko naročanje, in je pokazal, da je kakšna je povprečna cena zobnega vsadka z suprastrukturami v Sloveniji. V Sloveniji, da vsadijo 20.000 teh vsadkov, in kakšna je razlika med končno ceno Medikonta, on pravi, in slovenskega dobavitelja. Medikont je pa ena taka zadružna organizacija, tako, ki jo je on ustanovil, in pri čemer je povedal, da od tega pač nima nikakršnih koristi. Naroča pa neposredno pri proizvajalcih. Tako, in da je nek konzorcij zdaj zdravnikov oziroma teh, ki to počnejo, in je 6-kratnik. Malo tak preostanek starega režima, pa uporabljam besedo zadruga namesto konzorcij. Pravi, 6-krat ceneje. 6-krat ceneje in vzpostavlja se neka razlika v ceni. Potem ima pa 20.000 kosov. Tako, in zdaj, če to prelijemo v številke, bi za ta denar, samo za razliko, ki je vzpostavljena, pri čemer je bilo vse skupaj tudi cenejše, ampak samo za razliko, bi zaposlili dodatnih 100 zdravnikov in jim v 43. plačilnem razredu dali še 13. in 14. plačo. Se pravi, to je 45, 46. 4 milijone, ja. 4 milijone evrov. 4 milijone bi prišparali samo na nekem... Samo na razliki med... Ampak samo pri zobu. Ja, pri teh 20.000 implantatih, Ampak potem ima človek še ob zobeh še kakšne druge... Hotel je pokazati na to, da padajo pač... Zdaj, on je kvaliteta tega članka, zakaj mi pritegnil pozornost, je v tem, da je zelo jasno položil karte na mizo in pokazal, da je on zasebnik, ki ima koncesijo,
da nima nobenih drugih interesov, kot da dostojno dela in zasluži, da ima vizijo, da bi zdravniki v Sloveniji lahko zaslužili med 35 in 90 evri na uro, bruto, ne? Kar znese, če to preračunava, pa tiste davke odbijeva na polovico, recimo, jaz ne vem koliko, med kakšnih 7500 neto, pa nazaj dol do nekakšnih 3000 neto. Mesečno? Pamet sekam, ja. Kar je za Slovenijo relativno, zdaj ne vem, je to mišljeno z dežurstvi, najbrž, ne? Je to z dežurstvi, ne? Zdaj, če bi bilo to z dežurstvi, pa z vsemi temi obremenitvami, kot so mišljene, potem to ni pretirana zahteva. Če bi bilo pa brez dežurstva, je pa to, po mojem mnenju, pretirana ambicija. Ja. Za Slovenijo govoriva, ne? Ja. Ampak kakorkoli že. Potem sem pa prebral to, kar je Zdenka Čebašek Travnikova, zapravo zdravnica, ki je pač kandidatka za zbornico, povedala v svojem programu, pa enostavno pravi, da se nad zdravniki dogaja pač sistemsko nasilje skozi ne vem, 2-krat ali pa toliko dežurstva na teden, preobremenjenost glede na prehude norme, ki na koncu vodijo v izgorelost zdravnikov in da zadeve postajajo nečloveške. Seveda spet nazaj prevezano s tem člankom, ne, da v bistvu nekdo, ki gre na naše zavarovanje po izdelek v tujino, a ne pomeni, da mu mora zavarovalnica izplačati za neprimerno višjo ceno, razliko v tem plačujejo pa slovenski zdravniki. Ne. Ta teza je sicer verjeten, jo je možno popravljati s tem, da to plačujejo slovenski davkoplačevalci, ne, ali pa slovenski plačniki v ta sistem, ali kakorkoli že zdravniki tudi. Ali pa slovenski zdravstveni sistem. Tako, slovenski zdravstveni sistem. Zdaj tako, ne, če je nek odliv iz slovenskega zdravstvenega sistema, pač pomeni, ne, da je ustrezno manj denarja konec koncev za nove zaposlitve oziroma za plače sedanjih Zdaj, kaj iz vsega tega, če to zdaj preveževa, ekstrapolirava ali pa poskušava postaviti na skupne imenovalce, na vse temu, kar se v matematiki lepo reči, ne, ali pa funkcionalizira, ne, lahko ugotoviva, da ne, sva spet v debati o javnem dobrem, o javnem zdravstvu. In pa če smo pa že pri zobozdravstvu, ne, tukaj bomo pa malo popolemizirali s tem gospodom, mi, da bi ga poklical, ne, pa da bi mogoče z njim upravil pogovor za sobotno prelogo enkrat v prihodnosti. Ne. Ampak jaz mislim, da je ravno primer zasebne... Če se moraš z urednikom zmeniti. Bom poskusil, kdo pa je. Ja, to sti se res. Pazi, mislim, da je ravno zobozdravstvo primer slabe prakse v namenih privatizacije, ne, zdravstva. Ne. Ker zdravstvo, potem, ko je bilo sprivatizirano, je iz katerih zobozdravnikov res naredilo ljudi, ki so postali nekoliko bolj premožni od drugih, ampak hkrati pa se mi zdi, da mislim, tudi kvaliteta je do neke mere izboljšana, ampak je bilo treba plačati, ne. Jo je treba plačevati, so postavili neke nadstandarde, skratka, jaz mislim, da je zobozdravstvo prav primer slabe privatizacije. In da se po zobozdravstvu v drugih segmentih zdravstva ne bi smel zgledovati. To je moje mnenje. Ne. Lahko se pa motim, ne trdim, da se, mogoče mi bo kdo to pojasnil, ampak jaz mislim, da smo v zobozdravstvu flopnali v Sloveniji fejst, ne, zelo, ne. Ampak ta model, ki ga ta gospod predlaga, mi je pa všeč, ne, to se pravi, cilja v dvigovanje dostojanstva poklica na eni strani, na drugi strani pa se pravi, demontažo politično, rečem gospodarskih, da ne bomo rekli, lobijskih navez, ne, ki se urinejo med osnovno ceno in končni produkt v 6-kratniku. Ja. Teza njegova je, kolikor sem jaz to prebral na hitro, veš, da ta struktura, ne, ja, obstaja tako rekoč od pamti veka, ne. Mislim, da je to podedvan, ne. Tako je, ja. On je to nekako primerjal, če sem prav prebral, tako z tistimi starimi partijsko-gospodarskimi navezami, ne, z vsemi temi stvarmi, ki so bile, to sva že zadnjič debatirali, mislim, da že ob moji knjigi, ne, kako se je v bistvu pri nas v Sloveniji ta slovenska odličnost na nek način že v tistem času poskušala nekako sramežljivo preseliti v kategorije kapitalizma, ampak na partijski način, ki je pa na nek način zadržuje monopole zveze in poznanstva in podobne stvari, ne. Konec koncev je celotna zgodba o tako imenovanih stentih ali pa oziroma o
stenti so te cevke, ne, ki se jih daje oziroma te žilne opornice, ne, je točno zgodba o teh navezavah, ne, ki jih je na koncu koncev razkril stric Google, ne, ker zdaj greš ti lahko na Google, odtipkaš pač cene in zveš, ne, kakšne so druge in kako to poteka. Ne. Problem je v tem, ker je ta misterij padel. Ne. Ampak v prihodnosti, dobro, zdaj v januarju mesecu je slika verjetno drugačna, kot je bila v decembru mesecu, zato ker medtem se je vlada pač z Fidesom pogodila, podpisala, medtem je vlada v bistvu tudi z drugimi sindikati javnega sektorja že podpisala nek dogovor in medtem so se uskladile pokojnine oziroma se uskladijo pokojnine za upokojence in pogovarjajo se tudi o tem, da se bodo dvignili prispevki na občinski ravni po glavi prebivalca, ne, nekaj takega, ne. Skratka, država spušča oziroma vlada spušča dimne signale, da nam gre bolje in da se ljudem lahko začne poznati to, ne, da nam gre bolje. Ampak sistemsko je pa še vedno domnevam treba urediti pač tisto, kar je ta trenutek največja nevarnost in zato pravzaprav se mi zdi tudi smiselno, da danes to temo spet debatirava, ker še vedno pa nad tem javnim dobrim, ki ga prepoznavamo v zdravstvu, privezan nad tem je privezan meč, Damoklejev meč oziroma želene privatizacije. O tem skoraj da ni dvoma. Ne. Ja, no, mislim, tako kot jaz razumem, veš, zadevo okrog zdravniške zbornice, ne. Dajmo reči, da je to po eni strani, ne, neka organizacija, ki ima javna pooblastila, po drugi strani se pa pri volitvah v zdravniško zbornico na nek način zrcali, veš, kater duh časa postaja prevladujoč. Ne? Na eni strani Zdenka Čebašek Travnik z idejo podpore javnemu zdravstvu brez rezerve, na drugi strani sedanji predsednik Možina, ki razmišlja o tem, ne, da bi bilo smiselno, če se zdravstvene inštitucije transformirajo v gospodarske družbe, neprofitne sorte. Ne? Neprofitne sorte. Zdaj, pri tej inovaciji, pri tej ideji zadržano toliko, da če gremo gledati zakonodajo, ki je veljala v tem prostoru, ne, od leta 1989 naprej, ne, vidimo, da pri pojmu podjetja ali pri pojmu gospodarska družba v 1. členu zakona piše, ne, da je to naprava, inštitucija, organizacija, ki je namenjena ustvarjanju dobička. Pravi, poslanstvo gospodarske družbe je po definiciji tega pojma ustvarjanje dobička. Zdaj pa to osnovno definicijo vzamemo, pa odzamemo stran ustvarjanja dobička. Ne? Se pravi, imamo inštitucijo namenjeno ustvarjanju dobička, ki pa mora biti neprofitna, torej nedobičkonosna. Znači, tukaj se mi zdi pač nek paradoks teh razmislekov, ne, o tem, da bi morali javni sektor, se pravi, recimo javno zdravstvo, transformirati na način, ko bi šli v smeri gospodarskih družb. To je tudi Tajnikarjeva ideja. Tako je že odgovoril na moje pismo? Ni še odgovoril? Ne. Pričakujem, da bo še odgovoril. Ja. Okay. Ampak, veš, strinjam se s tabo pač zato, ne, ker je javno dobro po kvaliteti presega pravzaprav metodologijo razmišljanja o tem, da je vsaka enota avtonomna, zdaj pa podjetniška ali kakršnakoli entiteta, ker preprosto, kot lahko vidimo, vse to sva že obravnavala, ampak recimo tako, kot lahko vidimo zdaj po Bohinju, ne, recimo gledam, zakaj? Ker gre za periferijo, ne. In periferija v smislu javnega dobra ga funkcionira recimo na poštnem sistemu tako, da odmikajo koncesije in dajo logiko podjetniške zasebne pobude pač
ljudem, ker prevzemite zdaj te podružnice poštne, ne, in potem upravljajte z njimi, mi vam damo koncesijo in nič se ne bo spremenilo. Resnica je ta, da na koncu se vse spremeni, zato ker jih ukinijo, zato ker se ne splačajo. Ker je servis, ki ne bi bil javni, naenkrat klecne. Klecne pa zato, ker je to periferija in verjetno stalno po stroških mejna, ne? Ampak javno dobro je pa ravno v tem, da pokriva periferijo in da pokriva nek princip, ne? Ki je nekje bolj profiten, nekje manj profiten. Tisto, kar je pa upozoril gospod, prej omenjeni gospod, je pa ravno v tem, ne? Da če imaš nekaj javno ali pa če imaš nekaj optimalno, ne? Ni nujno, da je to koruptivno, se lahko to optimaliziraš, se lahko iz tega izrineš stare prakse, ki so koruptivne, ki so monopolne, ki so ekskluzivne, ki nimajo nikakršnega konkurenčnega momenta in tako naprej. No, mislim, veš, če pogledamo, ne, veš, recimo z ljubljanske perspektive, ne, veš, imamo kakšen zavod, ki dobro deluje, ne? Cankarjev dom, ne? Recimo, veš, od leta 83 naprej, ne, je to zavod z natančnim aktom o ustanovitvi, ne, dobro voden, tudi z možnostjo, veš, da neki dohodka ustvari na trgu, ne, z jasnimi razmejitvami oziroma z jasnimi definicijami, ne, kaj se z dohodkom, ki je ustvarjen na trgu, potem zgodi, ne, ker se potem prelije nazaj v to, da podpira smotre, zaradi katerih je bil Cankarjev dom ustanovljen, ne. Tukaj mislim, da so primeri dobre prakse, ki kažejo, ne, da inštitucija, ki se je reče zavod, in ta inštitucija ni gospodarska družba, lahko funkcionira dobro, ne. Pa še zdi se mi dobro, da to temo vzdržujeva, to temo govorjenja o tem javnem dobrem, pa o tej logiki, ki si jo zdaj tudi narisal. Tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da v svetu se ta logika na nek način izteka ali pa se bo iztekla in bi bilo zelo neprimerno, če bi jo Slovenija zagrabila praktično v 8. ali pa 9. devetini, ne. Ker zdaj, če opazujemo Donalda Trumpa, njegov fenomen, to, kaj se dogaja in kako se dogaja, ne, je popolnoma je precej na dlani, ne, da ne glede na to, da on sam je recimo kapitalist, pa ne glede na to, da je on sam operira za kapitalom, ampak vendarle on na nek način pooseblja odpor proti Wall Streetu, čeprav njegovo kadrovanje govori nasprotno, ampak ljudje tako ne razmišljajo, ne. Ljudje so ga izbrali prav zato, da bi se uprl neki monopolistični logiki in da bi začel zapirati Ameriko. Anglija se hoče zapirati, Amerika se hoče zapirati, Evropa na nek način razmišlja o tem, bolj v protibegunskem smislu, kako se zapira in tako naprej. Skratka, ti trendi niso nujni samo v najbolj ekscesnem, nacionalističnem ali pa deviantnem smislu, ampak so tudi naravni refleks na to, kako kapital podira praktično vse tisto, kar ljudje prepoznavajo kot svoje dobro, v smislu javno dobro, ne. Seveda Amerika je kontroverzna, ker zdaj podirajo tudi Obamacare, ne, oziroma poskušajo podirati in tako naprej. Ampak ne glede na te kontroverznosti so pa simptomi precej jasni, ne. Torej, če poenostavim, kar sem hotel povedati, ne, Slovenija dejansko, če začne zdaj razpravo o javnem dobrem in o ponovni vzpostavitvi vrednot, ki jih je že imela, ne gre v atavizem, ampak gre v bistvu v nek zelo modern model razmišljanja, ki je pred vrati in saj v nečem ne rabimo zaostajati. To zapravo, odprimo to razpravo nazaj in bomo spet korak spredaj, ne. Čist, ko omenjaš Trumpa, ne, mislim, današnja novica je zdaj, dopušča možnost sicer, da gre za spin, ne? Ampak to, ne, da je kot prihajajoči predsednik pritisnil na korporacijo Ford, naj ne seli industrije iz zvezne države Michigan v Mehiko. Ne? Gre za vprašanje 700 delovnih mest. Ne? In tukaj jaz dopuščam, ne, možnost, da gre za spin, ampak vendarle, ne, sporočilo, ki ga pa skuša poslati, je pa ta, ne, pač dajmo v kolesje globalizacije nasut malo šodra, ne, zato da delovna mesta, ki obstajajo tukaj, ne bodo bežala stran od tukaj
in da ne bo imel kapital še večje koristi od tega, da bo eksploatiral tam slabo plačano delovno silo na drugi strani mehiško-ameriške ograje. Ne? To sem tudi opazil, to informacijo. V bistvu samo dokazuje kontroverznost vsega dogajanja svetovnega, ne, ali pa druga novica, ki je bila, ne vem, včeraj, predvčerajšnjim, ne, po tujem tisku sem gledal, kako v Ameriki, v Angliji zdaj trepeta 20,000 relativno visoko zaposlenih, ne, delavcev oziroma pač teh finančnikov, a veš, ki čakajo na mehanizem, ki ga bo gospa May sprožila in se pravi iz Lizbonske 50. člena Lizbonske pogodbe, da bo šla Anglija ven iz Evropske unije in ta delovna mesta se avtomatično selijo, zdaj se seveda lobiji pogajajo za to, da gre v Pariz. Ne. Se pravi 20,000 delovnih mest jih izgubiš tako rekoč takoj. Ne. In Evropa jih pridobi. Kakšno nelagodje to med komentarji povzroča. Ne. Te kontroverznosti bo vedno več in na koncu se bo izkazalo prvo, kar je, da bodo v bistvu te birokratske pozicije, ki so podobne nekemu virtualnemu oblaku, ne, ki so v bistvu napihovale gospodarstvo, bodo ogrožene. Potem druga stvar, bodo ogroženi, mislim, sam kapital ne bo imel več enakega dostopa, ker kapital sigurno ne bo zadovoljen s tem, če bo zdaj predsednik Združenih držav Amerike začel določati, kje tovarne smejo biti in kje ne, ker to bo za korporacije povezano z višjimi stroški. Po drugi strani, ne, je pa popolnoma jasno, da ljudje nočejo izgubljati delovnih mest. Skratka, konfliktnost bo naraščala in čim bo ta konfliktnost naraščala in naraščala bo povsod, v Evropi še največ zaradi begunskih zadev, pomeni, da se bo začelo odpirati vprašanje starih ureditev in pa starih nacionalnih navad. Ne. In Evropa humanizma in Evropa socialnih držav in dobrin bo oživela na nek način, vsaj v idejah, če potem pa že počasi v zahtevah in tako naprej. Ne. In ta degradacija javnega dobrega bo dobila nek nov premislek. Ne. Slovenija v tem smislu je v prednosti in je v dobri koži preprosto, kot sva rekla, zato, ker je v času odločilnih privatizacij, recimo na Madžarskem, ko so razprodali praktično vse, kar je bilo. Ne. Slovenija ni razprodala ničesar, razen potem v dolgih tranzicijskih letih je privatizirala gospodarstvo, v notranjih privatizacijah, tujci sploh niso prišli blizu. Je pa Apollo pristal, ne, zdaj pri nas. Apollo? Ja, finančni sklad Apollo, ne, je pristal na satelitu Slovenija, ne, in kupil novo kreditno banko Maribor, ne, in zdaj se ozira še po kakšnih drugih prevzemih. Ne. So stvari, ki so izgubljene in so stvari, ki jih je mogoče preprečiti. Največja dobra, ki pa vzbuja optimizem, je pa to, da imamo še neke rezerve v javnih zadevah, drugim v zdravstvu. Ne. In to je zato tudi debata, ki jo odpirava, ni brez pomena. Ne. Mislim, midva pač nimava nobene lobijske agende ali pa da bi nam kdo naročil ali pa da bi nam kdo prosil o tem govoriti. Ampak midva kot humanista sva preprosto prepoznavava, da je to tema, ki bo vroča, definitivno bo vroča. Komunista? Humanista. Ja. Dobar, tako, da ne bi bilo nesporazumov. Ja, zdaj tudi tako, ne, če si rekel leta, ne vem, 70 komunisti, da malo drugače zvenili, če rečeš danes. Veš, ker danes jih ni več, ne. Vse to je danes, veš, stvar rezervatov ali kako že. A jih, kje pa so danes še komunisti? Na Kubi jih ni več, v Rusiji, izložal jih ni, ne? Severna Koreja. Ja, dobro, Severna Koreja pa zdaj zelo zanimivo poglavje, ker jaz mislim, da je tako šibka, da si jo Trump upa napadati, ne. Inauguracija je čez 14 dni, ampak danes o inauguraciji ne bova govorila. Inauguracija česa? Ja, nove svetovne komande. Nove svetovne komande. Jaz mislim, da bo pestro. Ampak bova takrat govorila o tem. Hvala lepa.